Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je domačin iz Murske Sobote, že 20 let prebivalec New Yorka, Robi Poredoš. Robi, pozdravljen. Glede na to, da so novinarska kolega, bova na ti zgodbo peljala. Se strinjam. Pa tudi poznava se že iz tvojega vrtca. Ja. Gremo od začetka. Vsi to piše v tvoji biografiji. Športni novinar si bil v začetku na STA-ju v Ljubljani. To je bilo zaradi tega, ker sem igral odbojko v Murske Sobote, igral s Pomurje, v začetku Pomurje. In potem sem slučajno šel na STA, so rabili kao novinarje. In sem se prijavil, bolj za šalo kot za res, in so me sprejeli zato, ker so rabili tega pač športnega novinarja. In sem začel delati to, ne bolj odbojka, sem pa tja in tudi druge športe, ampak večinoma odbojka. Kako dober si bil v odbojki? Če ti povem po prekmursko, precej božen. Ali fajn družba bi? Družba je bila super, potovali smo na tekmovanja, imeli smo še ženski klub, je bila še bolj prijetna družba včasih. Moj brat je igral tudi odbojko, on je bil malo boljši od mene, ampak bilo je super, bilo je fajn. Zdaj pa še ena stvar, ki sem jo danes po noči razmišljal. A si kdaj razmišljal, Poredošev vas je kar dosti, ampak dvomim, da je lahko kdorkoli v Sloveniji Poredoš, pa da ni iz Prekmurja. Meni se to zdi, da ne. Ja. Zato, ker sprašujem, redki priimki so, zelo, da bi lahko rekel, da je prav prekmurski. Ne? Pa tudi noben ne znajo zgovoriti Poredoš, se je izgovarjal. Poredoš ali pa nekaj takega. To je bilo isto, ko sem prvič prišel v Ameriko. Poredoš, zaradi tega, ker še ne poznajo. Kaj pa izgovorijo to stvar? Eni pravilno, eni nepravilno. Poredoš, to je r. Si kdaj raziskoval, odkot ta priimek, kaj pomeni? To je nekaj po vrsti nekaj poredi? Meni se zdi, pa upam, da je ta interpretacija pravilna, zaradi tega, ker v osnovni šoli sem bil večkrat deležen opazk, da Poredoš, si pa res poreden. Ja, to pa še to oci. Ta je slabša, ne? Slabša, pa je pa zabavna. Dobro, pravzaprav sploh nisi zelo resno šel za novinarja. Bolje šlo kombinacija politologija, zanimala me je politika, mednarodna politika še posebej. Ampak po sem začel delati, začeli smo me plačevati in se mi je zdelo, ok, tole je v redu, če imaš kaj več za pivo. In takrat, dobro. Tudi študij se je takrat malo prekinul, ne, zaradi dobrega denarja. Je šlo malo bolj. No in pova, čez par let se meni zdi, pač, kako bi rekel, zaradi punce, bodoče prve žene. To je tisti najmočnejši magnet na svetu. Ja, tako, ja. Sem že rekla, ne prijem pogledati v New York, sem prišel pogledati 96. Ona je bila stewardesa takrat. Ona je bila stewardesa za Delto, ja. Sem malo pogledal po New Yorku, mi je bilo všeč in sem šel nazaj v Slovenijo in sem šel do direktorja, takrat je bil to Tadej Labernik, prvi direktor STA. In sem rekel, poslušaj, grem jaz v New York, zdaj pa, če rabiš dopisnika, se zmeniva, če ne, pa ne. Bom delal kaj drugega in je povedal, takrat smo bili izvoljeni za, to je zdaj spet aktualno, za varnostni svet, nestalna članica varnostnega sveta, Slovenija postala takrat in je rekel, ja, to je leto? 98. leta, meni se zdi, ko smo začeli mandat, 98 do 2000 in takrat je rekel, za 2 leti sigurno, ne, in to je to. In večinoma sem pokrival pa Združene narode in seveda takrat je počel tisti škandal Monika Lewinsky, Bill Clinton in tisto je bilo pa zelo hvaležna tema, to so vsi pobirali po celem svetu in to je. Pa naslednji je bil Bush izvoljen, je bilo to zanimivo, mislim, vojna v Iraku pa te zadeve, pa 11. september. Predtem pa so izvolnili, kako se reče pravilno po slovensko, temnopoltega predsednika, ki je bil cel svet presenečen. In po njem pa seveda Trumpa in je spet zanimivo. Pravzaprav ni zelo težko biti novinar v New Yorku. Vse teme, ki so velike teme. Ja, in jaz se zmeraj zabavam, da je inflacija novinarjev v New Yorku. Če Maček kihne, bo to pokrito z 30 svetovnih medijev. Če se zgodi nekaj v Pekingu, mogoče nobeno bo poročal o tem. Ampak res, meni se zdi, da so vsi novinarji koncentrirani v New Yorku.
z celega sveta. Ne? In vsaka najmanjša stvar se pokrije, Ampak ta poroča. slovenska novinarska kolonija je pa Je pa zelo majhna. no? Glej, takrat, ko sem jaz prišel prvič, ne, to je začel decembra 97, je bila ne samo slovenska, tudi jugoslovanska, narekovaje, novinarska kolonija. Bilo je dosti Srbov, bilo je dosti Hrvatov, bilo še Bosanci, Makedonci, vse živo. Vse klupi je bilo skoraj tam, ampak pa z leti ne. Zdaj pa Slovencev nas je enih par, ne. Pop TV, TDL, Lampret tam pa imamo RTV v Washingtonu. In še Barbara za delo je v Washingtonu tudi, drugič pa ne, ni nas dosti. Jaz sem bil konstantno v New Yorku, ostali so se pa malo menjavali. Zdaj si že veteran, ne? Ker vse, kar zdaj pridejo, so neuki dopisniki. Ne, se ni problem, vsi pridajo vsi že za To izkušnje. ja, ampak dobro. New York je šok verjetno za Ja, na novo, če na prideš, začetku, ja. Sem zdaj Tadeja že doslej tam, pa Stopar je, kot ko on je potoval že, pa on je bil že On je morski Bruslju, dopisnik, meni se zdi, pa nekaj še vse, pa v Bruslju. Ja, zdaj smo neka taka veteranska ekipa vsi, ne samo jaz. Ja. Ampak je pa res, ja. Dosti se jih je menjavalo v New Yorku, jaz sem bil pa zmeraj ostal. Tisto, kar mi od tukaj gledamo, dogajanja v Afriki, v Aziji, na Bližnjem vzhodu, Koreje in ne vem drugo, ti gledaš z ameriškega zornega kota. V bistvu, malo sem prišel prestar tja, da bi gledal samo z ameriškega zornega kota, gledaš, probaš vseh zornih kotov meni. Na začetku sem to zdaj v Združenih narodih poročal preveč Združenih narodov, ne preveč, ampak zelo dosti in dobiš pa eno tako globalno perspektivo, ne samo ameriško. Ne. Sedaj zmeraj moraš biti kritičen, ne moraš vzeti tisto, kar ti prodajo takoj na začetku. In ja, pa mislim, dobro, ene stvari so, včasih se mi zdi, da ja, ok, mislim, če že mora kdo biti glavni na tem svetu, je mogoče boš, da so Američani, ko pa kdo drug. Ampak dobro, to mogoče ne bo res. Ali pa ne. Ali pa ne, ja, mislim, glede na to, da začenjajo kar precej vojne včasih, ja. No, tu je bil en absurdov. Trump, ki je najbolj agresiven od vseh ameriških predsednikov, verjetno, in ni začel nobene vojne. Agresiven je on je agresiven v izrazoslovju, v besedah, v dejanjih ne tako. On je bil zmeraj za to, on je na primer iraško vojno, on je zmagal, kandidiral kot republikanec. Ne? Ista stranka kot George Bush, ki je začel vojno v Iraku. On je to vojno v Iraku kritiziral od začetka. George Bush je izgledal kot nedolžna deklica. Ja. Tri stavke ni znal sestaviti. Ja, Trump je pa agresiven, je predvsem v odnosu do medijev, zato ker, mislim, to je njegov business approach, pristop tako od samega začetka. Z vsemi topovi ustreliš, pa kar ostane pobereš. In isto je delo z mediji. Pritiskal in dokler ni bilo pač poročilo tako, kako mi je bilo všeč. Ampak pri ameriški mediji to ne gre. Mislim, to so isto karakteri. CNN se je sprl in zdaj CNN tudi dostkrat pretirava z druge strani. Pa mu kaj naprti, ker mogoče ni res, pa se morajo pravičiti. Ampak razlika je med tem. Pri medijih, ameriških, večjih, ko se bodajo s Trumpom, če ga po domače povedano serijo, da naredijo napako, se upravičijo. Trump se ne bo nikoli upravičil v življenju. Ne, ampak on je zdaj gledal res kot iz novinarskega stališča. Donald Trump je dokazal, da mediji pravzaprav ne morejo uničiti človeka. On zdaj nasprotno, on je zdaj uničeval medije. Tako, in to tudi njegove, naprimer. Zdaj, če gledaš Fox News, ne? Ja. Fox News, njihovo občinstvo je pač konzervativno republikansko in ko se bodajo s Trumpom, zgubljajo gledalce, zgubljajo denar, gre se za denar. In kakorkoli, ne more iti stran od njega, morajo ga podpirati. Zato, ker republikanska baza je Trumpova baza še zaenkrat. In ja, Trump je dokazal. Ja. Tistih 40% on še zmeraj ima. Tudi, to ima in to bo imel in to. In mislim, tudi če zgubi volitve, to je vendarle, v številkah so to milijoni in milijoni ljudi, kupci, potrošniki. In to je bilo to. Ne. Takrat, ko je kandidiral 2016, ne, tudi ameriški analitiki niso preveč resno imali njegove kandidature, zato ker nobeni misli, da bo res zmagal. Ne. Tudi on sam ni. Ne. Ampak je imel pripravljen načrt. Ne. Super, bo toliko milijonov ljudi za sabo, lahko prodajam, pa služim dan naprej. Oni so pa šli s Hillary pa Sandersom. To sem naredil napako, zato ker Sanders je kasneje skočil sam in to ti je že pokazalo, da lahko nekdo, ki ga opredeljujejo kot socialista v Ameriki, da lahko pride toliko blizu pač kandidatki mainstream. Tisto ti je že dal veriti, da je tla nekaj narobe. Ampak čas je za žensko, tralala, dajmo njo in to.
In so naredili napako, zato ker niso predvideli, kar je zanimivo, koliko ljudi v Ameriki je ne mara in to z duše ne mara. Mogoče vejo zakaj, mogoče večinoma ne vejo zakaj, ampak... Tudi demokratov. Ja, pa tudi na televiziji one prije mimo, totalno mimo. Ne. V živo je neverjetno. Jaz sem slučajno srečal enkrat v senatu, ne vem koliko let nazaj, sem imel intervju z McCainom, Johnom McCainom, republikancem, ki je že umrl. In slučajno na hodniku po stopnicah jo vidim, jo srečam in takoj naskočim, povprašam nekaj. In šarmantna gospa začela razlagati o Sloveniji, kako je bila v Ljubljani z možem, upisala mi je, ne vem, dele Slovenije, ki jih sploh nisem poznal. In je res, v živo je čisto drugačno kot na televiziji. To imajo pač eni ljudje. V Ameriki je zelo pomembno, koliko izpadeš na televiziji, ja, kot politik. Dobro, ampak sedanji predsednik ne izpade, ne v živo, pa ne na televiziji. To je spet drugo. Mislim, zanimivi časi v Ameriki živim. Non-stop so spremembe. To je bila reakcija. Biden je bil izvoljen samo zato, ker je anti-Trump in ker ni črn, ni mašina, je stari, zreli gospod. To je tisto, kar za večino Američanov je v glavi, da mora predsednik izgledati. Ne? In ja, pa zdaj problem, zdaj pa je res star, ja, pa ne more po stopnicah. Ne? In naslednje volitve bojo zelo, zelo zabavne. Ampak Biden tudi trdi, da bo še enkrat kandidiral. Ni se še totalno predelal, ne, ampak ja, koga pa imajo? Imajo Kamala Harris, ko ima isti problem kot Hillary Clinton. Določen del Američanov jo sovraži, je ne mara in tudi, če znajo razložiti ali ne, zakaj. Ona je še zraven temnopolta. Ne vem, če bojo tako kratkem času dvakrat naredili to. Žensko pa temnopolto za predsednico Amerike. To je bil double whammy, ja. Vse še niso imeli ženske, ne? Ženske še ne, imeli so podpredsedniško kandidatko, pa predsedniško, ampak ne. Kar je bilo te 20-30 let. Harris je prva, ki je sploh podpredsednica. Ja, Kamala Harris je še najbliže. Ja, imeli so zunanje ministre, to so pa imeli. To so pa imeli, ja, in so imeli zelo uspešne. Ja. Madeleine Albright sploh, ja, pa Condoleezza Rice. Dobro, zdaj pa pojdiva k življenju v Ameriki. Takrat je bilo dosti lažje, ko si bil toliko mlajši. Priti tja, pa se spopasti z vsemi temi stvarmi. Nisi imel kaj izgubiti pravzaprav, ne? To, ja, in prvi takrat... Zaljubljeni si bil. Ja, to bo tako, ja. Dopisnik je bil v televiziji, je bil Uroš Lipušček, ne? In Uroš me vidi, ne, tam se srečal na Združenih narodih, ne, se sem bil oblečen, tam v kravati nisem malega takega, ne. Oblečem obleko, ne. In Uroš tako prvo, ko pravi, ne, čak, moraš imeti kravat, ne, moraš biti zriktan, zato ker se drugače gledajo, ne. Ampak je bilo res, imel prav, zato ker takrat smo bili novinarji na neki isti ravni kot diplomati, imeli smo iste vhode, ni bilo nobene posebne varnosti. Vse je spremenil 11. september 2001, zaradi tega, ker so opozicijskega voditelja v Afganistanu ubili novinarje, ne, da je pa Osama bin Laden po za Talibane so ga ubili, tistega enega šefa, kako bo že, se že pozabil ime, Severnega zavezništva. In od takrat naprej se je varnost totalno spremenila, novinarji smo postali to, posebej pregledani, ne vem kako. In sem se tudi malo bolj sprostil. Ampak ja, Lipušček je bil ta, ampak Lipušček mi je povedal nekaj drugega, ne. Kako je fajn za vas molarijo, ko imate internet, ne. On ga ne obvladal, ne. Ja, se rekel, čakaj. Meni se zdi, da je bilo za vas lažje, zato ko ste lahko predali kar ste hote. Meni pa zdaj oče iz Murske Sobote prej ve, kaj se zgodi v New Yorku, ko pa jaz, pa da lahko napišem, ja. On je moral hoditi po, ne vem, po agencijske novice, ne vem kam, na center za tuje dopisnike, pa se je šlo z malčnim zamikom, pa zamudo. Pri meni je pa bilo drugače. Imel si internet in takoj, novica je bila takoj in takoj si moral reagirati. In res, to sem čutil. Ti si lahko predal, kar si hotel, jaz ne morem predati, zato ker me vsak lahko preveri. Ja, pravim, jaz sem, ko sem bil jaz dopisnik iz Novega Sada, dejansko vidiš, da je bolj udobno biti nekje, kjer so zgodbe dosti bolj pomembne, kot pa domače, kaj tukaj prodajaš. Ne, to ni problem. Informacij pa novic je tam toliko, da je to neverjetno. Mislim, teže je pokriti vse to. To sem se hecal, veš, ko so izbruhnili tile vohunski škandali, pa sem pa tja, ne. Ne vohuni, ampak če imajo koga za obdelati te informacije. V Marylandu imajo najmočnejši računalnik na svetu, pa ni sposoben obdelati vse to, kar prisluškujejo.
Ja, To manjka, ja. se sprašuješ, zakaj? Ja, sej, ja. Pa oni droni, pa to, Pa to, ja. vse imajo poslikano milijonkrat. Ja, se pravi, kdo bo to obdelal, ja? Kdo bo to obdelal, pa skopiral, kako se odzvat na vse to. Ja. Kako se da preživeti v Ameriki? Misliš, Stanovanje. finančno bo to. Pač nisi na Manhattanu, si v Queensu, v Astoriji pri Balkancih, ne? To je ta en grški predel, je kar v redu. Pa tudi malo pogledaš trgovine, ne? Določeni deli mesta imajo določene stvari draže. Ampak New York je New York, to je nekaj posebnega, to ne moreš primerjati z ničemer drugim v Ameriki. So še večja mesta, Chicago, Los Angeles, vsako je tipično. Ampak New York je meni všeč zaradi tega, ker lahko grem v Indijo zjutraj, lahko grem popoldne v Italijo, zvečer v Grčijo, pa sploh ni treba na avion, ja, na hrano, na kavo, na hrano. Ampak tam dejansko ljudje živijo. Tako, pa vsi so tujci, vsi imajo nek naglas. Vsi govorijo svoj jezik. In se počutiš domačega, ja. Jeziko je ne vem koliko, mislim. Turistični vodiči bi znali povedati, to statistiko. Kako veliko stanovanje imaš? Ne, to pravijo one bedroom, to je... Ja, kvadrati nikoli nisem obladal. To je ena dnevna soba, ena spalnica, ena kuhna, ena kopalnica. Ja, to je, več ne rabiš. 55. In to plačuješ koliko? Koliko se plača tam? Ja. Ne, v Queensu je v redu. V Queensu plačujem 1700, takega. Na Manhattanu bi to stanovalo bilo 4000. Aha. Na Manhattanu so že blizu Ljubljani. No ja, odvisno pa kar je del Manhattana. Če si zgoraj v Harlemu, še kaj najdeš, ne, čeprav Harlem se je že pobelil. Ja. Dost belcev se seli gor, do 125. ulice so obnovili vsaj tiste stare zgradbe in tudi najemnine so že tudi visoke. Zdaj, ko gledamo ameriške filme, imaš imeli občutek, da je prav nevarno po ulicah hoditi. Vem, da pravijo ljudje, da ni tako strašno. New York je verjetno se moraš ogibati nekaterih delov. Ne, nekaterih nimaš kaj delati. Če priješ kot obiskovalec v New York, greš pogledati te glavne točke, ker je vse v redu, Bronxu nimaš kaj delati. To so stanovanjska naselja, tam kao živijo tam bloke. Ne, New York je najvarnejše veliko mesto v Ameriki, še zmeraj, čeprav je malo več uličnega kriminala zdaj po koroni. Ampak jaz mislim, da je to zato, ker dosti ljudi med korono se je izselilo in še niso prišli nazaj. Tisti pač, ki niso mogli kam iti, in to so malo pač zelo dosti, kako bi rekel, duševno prizadeti ljudi, ki so po ulicah. In procent teh duševno prizadetih ljudi je malo večji. Ja, ostali del prebivalstva, kot njih ne. Ampak se bo izenačilo, turisti že prehajajo nazaj. Ja, to je, ne, ko se dogaja. Ampak še zmeraj je to je 8 do 9 milijonov ljudi in to je država, ne. In se dogaja, ampak to se zgodi enkrat na leto ali dvakrat na leto, nekdo nekoga porine pod sabo ali kaj takega, ampak prej. Glede na 9 milijonov ljudi, to ni nič. Pač paziš. Ti osebno se čutiš varnega? Pogledaš pa, kje hodiš? Ja, mislim, vsa ta leta, jaz se spomnim, ko sem živel v Ljubljani, se šalim z tistimi, ki pride. Jaz se počutim bolj varnega v New Yorku, kot sem se počutil v Ljubljani zvečer. Časno pa serim, mislim, točno vem, kam hodim, kam ne, vsaj imaš naštudirano in te ne preseneti. Tvoje dopisniško delo vendarle ni samo Združeni narodi ali pa volitve, ampak tudi življenje Slovencev, vse dopisnike zanima. Predvsem je pač karkoli v povezavi za Slovenijo. Sem tega takrat, ko smo se pač kandidirali, borili za vstop v NATO, to je bilo dosti obiskov slovenskih politikov v kongresu, pa v Beli hiši. In zdaj smo prišli noter in pol nekako to ni. Američani so zelo praktični, mislim. Dopisniki Bele hiše, če je kdo od tujcev tam, bo mogoče Poljak, ne, ko Poljska je ogromna država, ne, zato primerjava Slovenci nimajo kaj delati tam, ne. Ja, ena ulica v Varšavi. In imam pa močno slovensko skupnost, do Slovencev se je izseljevalo tja konec 19. začetek 20. stoletja, prek Murci imamo Betlehem. In seveda, greš okrog, se kaj dogaja, so kulturne zadeve, pridejo drugi ljudje, prireditve. Kako se pa premikaš po terenu? Po New Yorku avto ne bi imel nič slučajno, če bi mi plačali, zaradi tega, ker bi čepel od prometa nekaj časa. Če piš prometa, ne greš nikamor. Točno določeni ure dneva si izračunaš, da lahko taksi vzameš, da priješ kam, drugač pa podzemno. Podzemno je najhitrejše.
Čeprav jo vsi preklinjamo, ker zadnji čas je obnavljajo. Drugač pa letalo. A ja, to misliš, ja, seveda. Ja. Pa Washington, odvisno, ali je vlak včasih, ki je letalo cenejše od vlaka, ali pa vlak, ja. Avtobus tudi obstaja, ampak je naporna ta vožnja po avtocesti. Se vleče, ne? Ja, vleče pa, če si na vlaku, lahko še kaj narediš, napišeš. Kakšno imate vsi dopisniki status v slovenski ambasadi? Status povezani smo, poznamo ljudi, pa pač kličemo, pa oni nas obvestijo, če se kaj zgodi. Ampak pravim, se zdaj ne dogaja, da je bilateralno odnosov dosti ni. Dobro, imamo zdaj, kaj je že to? To je prejšnja vlada začela, Janševa z Logarjem, strateški dialog. To je, da ste takrat začeli in ta zadeva se zdaj nadaljuje, pač se pogovarjamo o tem, kje se da sodelovati. Drugač pa kaj posebnega ni. Gospodarstvo, podjetja pač delajo po svoje, ameriški trg je zelo velik, hvaležen in če ti uspe prodati, ja, pogre. Ampak ni preveč, meni se zdi. Pred 20 leti smo imeli zelo do slovenskih podjetij, tam še banko smo imeli, tega več ni, takrat, ko se je banka prodala LBS Belgicem, takrat naprej pač ni. In ta banka je pač servisirala, kreditirala slovensko podjetje, ko so šla na ameriški trg in zdaj tega več ni. In pa težje je priti, pa tudi farmacevtska podjetja težje pridejo, zaradi tega, ker Američani imajo zaščiteno svoje in pa imajo ne vem koliko let lahko tožijo in s temi tožbami preprečijo. Jaz se spomnim, Lidl se je prebijal ne vem koliko let v Ameriko, ampak so pol njim uspelo in so šli tudi skozi eno dolgo obdobje tožb. Zavarujte svoj dom. Enostavno na triglav.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 000 bralcev, vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Radenske na dan prinaša dovolj magnezija, ki prispeva k delovanju mišic, kalcija, ki ohranja zdrave kosti, in naravnih mehurčkov, ki poživijo duha in telo. Na zdravje zdravim navadam. Radenska. Pater Krizolog je bil
sploh prvi Američan, s katerim si delal intervju. On je bil prvi, ja. To smo mi na STA, so mi povedali, jaz sodelavci, jaz Zdenka Jagarinica, reklo, Patro, moraš obiskati z njim delati intervju. In jaz sem šel tja, ja. Ampak naredil sem ga, meni zdi, kot celo zavestnik, ja. Ja. In Pater je tam že, njega so najprej poslali tam, frančiškani imajo pri Chicago, Lemontu imajo en velik samostan, ki se bo zdaj žal tudi zaprl, zaradi tega, ker pač ni več frančiškanskih patrov, pa ni tega. In čez nekaj let se bo moral zgleda vse zapreti, ampak neka prizadevanja potekajo, da bi se to ohranilo. Ne. Ampak v New Yorku on je legendaren. Ja. V East Villageu na 8. ulici ta cerkev. Kako so to cerkev? Kdo je to postavil? Slovenci so se selili v Ameriko, selili so se tudi na Manhattan, so bili tam. Ti so bila takrat neka nemška četrt, tale East Village, prva, druga avenija, 8. ulica in Slovenci so pač šli v nemško cerkev, ker Nemci so imeli cerkev. Delali so pa, kot mi je Pater razlagal, tovarna slamnikov, ja, z Domžal, meni se zdi, nekaj takega, nek Domžalčan ima to. In zelo dosti z Domžal, pa z ostalih predelov pol še drugi. In Nemci, sem zdaj šalal zares, ampak Nemci so opazili, da je njihova cerkev polna nekih Slovencev tam v nedelu. In so povedali, zakaj pa ne bi zgradili svoje cerkev, vam bomo pomagali. In so pomagali tudi finančno, bo to. In pa so našli zgradbo. Nemci so Slovencem pomagali? Slovenci so pomagali, ja. Da se jih rešijo? Da se jih rešijo, mislim, cela polna cerkev Slovencev. In so našli neko zgradbo, so jih kupili in prenovili in so naredili cerkev z tega. In to je bilo to. Prvič, ko sem prišel v New York, je bilo 97. leta decembra, takrat so glih končali obnovo. To je bila prva resna taka ogromna obnova, so čisto prenovili in notranjost cerkve in stanovanje zgoraj. In Martin je že bil tam? On je bil že tam, ja, on je izvedel tole. Vem, da je takrat slovenska država sodelovala pri tem, kdo je bil že zunanji minister, Thaler je bil takrat, ja. In so ga potem zaradi korupcije odstranili iz Evropskega parlamenta. Ja, vse sodelovali, celo vlada, to je bil cel postopek, ampak so dali nek dar, da je to šlo. So naredili fajn obnovo in zdaj se glih prvi intervju, ko moj Pater meni začne neke slike vlačiti ven, to, pa obnova, pa cerkev, pa ta se čakaj, za prvič tule, ne znam, kaj je ta cerkev, kaj ni, no pa mi je razložil. Cerkev, ja, mislim, In ste postala velika prijatelja? Sva, še danes, ja, sva, še, seveda, jaz smo pazili na cerkev, on pa pazili moj starši včasih pa prije sem. On pride v Prekmurje, pa tak, ne? Prije v Prekmurje, prije se oglasi, ja. Zato, ker moja starša sta bila tam in sta tudi spala pri njemu, ko pri meni ni bilo placa. On je tudi sicer imel odprta vrata za Slovence, ki so prišli v Ameriko. Ja, se je zdaj bilo to zdaj doživelo kratko smrt med korono, ker ni bilo nobenega. Nismo se mogli družiti. New York je bil grozen je bil, mislim, čist prazen. Jaz sem bil pač novinar in se lahko s posebno dovoljenico hodil po mestu pa potoval, kar je bilo in prehodil sem celega. Sem spoznal, da New York sploh ni tako velik. Nekje sem videl, da si rekel, ker si redno nosil masko, so te imeli za demokrata. Ja, to se bo očekaj šalo, ampak je pa res, to bo zanimivo. Ja. Trump je bil predsednik, njegove vladne agencije so priporočale nošenje mask in pa naenkrat so se odločili, da maske niso potrebne ali kaj. In pa se z svojimi agencijami se je začel pripirati. Zdaj so v Ameriki bilo pa čisto zelo poenostavljeno. Nekaj mesecev po začetku korone, takrat, če nismo imel maske, si bil za Trumpa pa republikance, če smo imel maske, si bil za demokrate, kar je totalno absurd. Ja. Maske so priporočali pač zdravstvene oblasti, ne je pametno. Ja, to je bilo smešno. No dobro, zdaj pojdimo k Patru nazaj. Ja. Tudi to cerkev zdaj je ogrožena zaradi frančiškanov, ne zaradi Slovencev. Ja, pa sej, ljudje so že tudi stari, pa ni več toliko faranov. Sej, skupnost je že kar močno. Pater bo zdaj imel zlato mašo in jih bo imel v Sloveniji. V Sloveniji, ja, in tudi v New Yorku, ne v New Yorku, ampak v bistvu pri eni familiji Branc, družini iz Pensilvanije, ko brez njih ta cerkev več ne bi stala. Oni so sponzorji? Ona peče, kuha, dela to, ostali vsi pomagajo, ja, mož pa otroci in to. In tam bo, menda bo velika zadeva. Koliko ljudi mu prihaja na maše? Se to je neodvisno. Glej, nedeljska tam nekih 20-30 mogoče, ne.
Če pa so kakšni večji prazniki, prije do 100 ali kaj takega. Ampak vsi Slovencev več v New Yorku mesto ni, ne, teh starejših. Vsi so se izselili malo bolj severno, malo na Long Island ali kaj takega. Druga, tretja generacija pa pravzaprav več eni pridejo, eni se bojijo cerkve še starih časov. Slovensko znajo, v New Yorku znajo. Tile, ki pridejo v cerkev, znajo vsi, ja. Ali starši še vzgajajo slovenskim? V Betlehemu med našimi prekmurci, ja, prekmursko. Težko oni slovensko znajo, če mi ne vemo. Ja, to se spomnim. Prvič, ko sem bil v Betlehemu, je bilo zabavno. Neka slovenska delegacija, mislim, vladna delegacija je prišla in po tistih par naših, ki še govori slovensko, pač govorijo prekmursko, normalno, to staro prekmursko. Jaz sem se med sabo, slovenska delegacija, oni so se morali angleščini med sabo pogovarjati, da so se razumeli, zato ker ljubljanska delegacija ni vedela prekmursko. Zelo podobno zgodba je v Buenos Airesu, v Bernalu, tam so tudi prekmurci. Tudi radio imajo svoj, pa to ne razumeš nič. Ali je španščina, ali je prekmurščina. Jaz pravim, to je tajni jezik. Zdaj, če ima kakšnega prekmurca, ko Slavko Baranja, prijatelj, ko se je v Miami odselil, ko so bili skupaj, mi so takoj. Pa Joži Casar z Rakičana, on je zdaj v Atlantis. In smo udarili po prekmursko in je bilo super. Vsi so nas gledali. Je pa bil malo problem tudi za ostale Slovence. Ja, meni razumem, to je bilo super. Če smo se morali kaj zmeniti med sabo, to vse nekaj razumejo, ampak ne. Potem jih pa ujameš na to finto. Ko jim rečeš, dobro, prevedi mi iz prekmurščine v slovenščino, vužgi po svet. Ja, greš malo po svetu. Kako je tisto žmetno? Kmici je žmetno po svetu. Po svetu žgati. Ampak vužgi po svetu ne bila enostavno. Zadosta, ja. Vsi bi šli po svetu. Pitaš nekoga, boš Đo Džobuku. Dobro, koliko delaš za druge medije, razen za STA? Sam za STA, nemam časa za kaj. To je odgovor za STA. Ne, včasih sem delal. Ko je Ervin šel, Hladnik Milhričič, ko je šel, pa se nekaj časa delal za Delo, dokler niso dopisnika poslali. Že dolg časa nazaj sem nekaj pisal za Vesnik, ampak pravim, zadnjih, ne vem, se zdi 5, 6, 7, 8 let. Delal sem za tiste sem pisal Mnenjske, nekaj sem pometoval, kaj to bil 7 dni, ampak to ne vem, če še obstaja. To je isto leto. Ja, to je leto nazaj. Ne, zadnjih par let, pravi, sigurno od Obama naprej. Se ne spomnim, kako bi delal skozi drugo. Kako se spomniš 11. septembra? Si bil tam takrat? Ja. To je bil šok. To je bil šok, ja. Šok je bil. Mene so zbudili, seveda, jasno, zato ker jaz sem delal pač zvečer, pa še zdaj delam to, včasih do 1, 2, pa ne moreš zaspati in spim in so me zbudili. Takrat je bil še faks, ja. Faksi so prihajali, pa telefonski klici in nekaj se je zgodilo, nekdo se ti je zaletel tam in pa se je še drug zaletel, niso zaletel, je bilo kaj resnega. In tisti, da sem bil takrat zelo daleč v Forest Hillsu, to je en del Queensa, ki je malo proti letališču, skoraj proti JFK-ju. In se zaprli vse partnerji. Že nekaj bilo, kaj je imela do Alomaša blizika. In vse je bilo zaprto, tako so zaprli vse dostope in nisem mogel do mesta. Jaz sem šel drug dan, prvi dan, takoj po napadu in sem bil edini na vlaku, ni bilo nobenega, vlak je palil, se prišel ven na 42. Ko panika med ljudmi. Vse so spraznili, zato ga niso vedeli, če so kakšne strupi ali niso strupi ali kaj takega. In jaz sem šel pogledat, pridem na 42. Grand Central in to je bilo neverjetno, kot v filmu. Sam veter piha, smeti po zraku, nobenega človeka nikjer. In res, to se ni zgodilo še nikoli, verjetno nikoli ne bo. Korona je spraznila mesto, ampak nekaj ljudi si zmeraj še videl, pa nekaj takega. Ampak koronavirus je bil z tega vidika hujši, ki je bilo, se je vleklo, ta praznina se je vlekla par tednov, tisti je bil pa en dan, ali pa mogoče prvi teden, ko so zaprli zračni prostor. In pa se je že malo uživelo, pa so vozili tiste ruševine po 11. septembru ven, pa trupla, ampak koronavirus se je potegnil. Ja, to bi bilo prazno mesto, ni bilo totalno prazno kot tisti prvi dan, ampak se je vleklo par tednov. Ja. Ti v tem času tudi domov nisi mogel korone? Ne, saj takrat je bila sreča, da korona je izbruhnila. Jaz sem bil marca doma. Marca sem šel nazaj, sem moral biti nazaj za eno tekmo. Meni se zdi košarka Dončić Dragić nekje v Miamiju. In sem šel nazaj, da pokrijem to tekmo. Dragić je zmagal. Tako, to je bilo tisto leto, v januarju sem sprašal, oče se je poškodoval, je padel, si razbil glavo, je bil v komi, je bil v bolnici in sem takoj preletel sem. Pa je že prišel malo k sebi, jaz sem šel, grem tole tekmo pokriti, pa ostale stvari ga bom delal. In takrat je butnila korona. Ja.
Takrat pa nekaj časa nisem mogel, pot meni zdi, da sem lahko prišel komaj junija, julija, poleti komaj. Ja. Takrat še ni bilo cepiva, pa neč, sem šel tudi cepiti čim prej, sam zaradi tega, da lahko potujem. Ja, da imaš papir, da lahko. Ja. Pa verjetno škodilo ni, ne vem, vse meni ne mislim. Ne vem, ta zgodba z Djokovičem je cel čas taka. Ja, eni se niso cepili, eni so Niste hoteli. eni so umrli, mislim. Ja. Še zmeraj moraš razlagati ljudem, Američanom, Slovenija? da si iz Slovenije. Kaj to pomeni? Nekaj časa je bilo zanimivo, ko je bil Trump prvič izvoljen. Ja, Melanija, Slovenija, ok, so navezali. To si še Dragič, Goran Dragič se še zabaval. Poslušaj, zdaj pa vsi vejo, kje je Slovenija. Sam Melanija rečem. Ne. No, ampak odkar imamo Dončića, vsaka spremljala kakšen koli šport. Dončić je prva res velika športna zvezda slovenska v Ameriki. Mislim, to je neverjetno. To je totalna res celebrity zvezda. Vsi hočejo podpise, vsi se govorijo okrog njega. Tudi to, da ekipa popuši, je dogodek za Ameriko. Ne, saj nima veze. Glavno, Dončić je, to sem videl, ko sem šel pretekmo, da bi se ljudje zbirali, pa ne Slovenci, ne, ampak Kitajci, Japonci, Američani, Dončić, podpis, to je res totalna celebrity. Tako da se kar dobro počutiš. Zdaj že nekako vejo, ne? Ampak ponavadi by default, lahko s tem reče, avtomatsko, ko te slišijo s tem naglasom, takoj si Rus. Ne? To je prvo slovansko in prvo, kar je slovansko, je Rus. Ne? In pa sem, ja, ok, v redu, Rus. Prvi par let sem se še sekiral, pa razlagal, zdaj pa whatever. Sem pa presenečen še zmeraj, po 20 let ne bi smel biti, ampak sem presenečen, ko kdo reče, ja, Slovenija, tam, sem bil na Bledu, sem bil na morju, sem bil, no, ok, najdeš jih. Melanija je bila pa to bolj ovira kot Ko vem, Melanija... da je Slovenka. Ja, to je bilo tako zabavno. Trump izvoljen, mene kličejo kolegi vsi iz celega sveta. Robi, ne, ti lahko zrihtaš intervju. Pa je daš. Trudim se zase. State Department ljudje, ki imajo Foreign Press Center. In so se isto, Robi, zdaj pa bomo morali mi tebe vprašati, če prijemo v Belo hišo. So rekel, ja, obnašajte se. Par tednov je šlo mimo. Melania Trump je bila zmeraj zelo, kako bi rekel, privatna oseba. Ona tudi takrat prej, enkrat smo jo videli na enem sprejemu, takrat leta, ne vem, 91, 92, ne bi rad lagal, sta prišla s Trumpom, slovenski kozolati ima, ali bil za dan, državnosti dan. In ti si poročal, da si se družil? Takrat nisem, ne, tisti bil sprejem, pa bilo tako privat, bolj pa v redu, ampak sem jo videl, ne, tako zgleda, oba sta bila visoka, sta jedla tam tiste makarone, tako kot mi vsi ostali. Ona je bistveno lepša od njega. Mislim, ja. Kot moški mora to jasno povedati, ne. In sta šla, ampak sta bila tam. In kasneje, ne, pazi, ja, res. Trump je bil nekaj časa predstavnik za Rogaško, zdaj ne vem, če to še deluje ali ne. Rogaška je prodajala kristal pod Trumpom in takrat so naredili veliko Oče Trumpa ali kar je ocenil? Ne, Donald Trump, ja. So naredili zelo veliko zadevo, zelo veliko otvoritev v Macy's, v veletrgovini Macy's, tam na 34. ulici. In smo bili vsi tam, vsi novinarji slovenski in se pogovarjali s Trumpom, je v redu, je bil čist normalen, je dal izjave vse. Ampak Melanija pa ni bilo, ne? In po je bil povabljen na sprejem od Rogaške, je bil tam in takrat se je hecal, to je bilo leta prej, in on sploh kandidiral, ne? To je bilo nam pred. In takrat se je prvič poigraval z mislijo, da bi bil predsednik Amerike. Jaz sem ga pol ogovoril in sem se začel šaliti z njim, da sem rekel, Mr. Trump, bi vi tale kristal bi nesli v Belo hišo, ne? In po me gleda, se začne smejati, da seveda bi nesel, ja, ti si novinar, ne? Čist je bil v redu, on je bil zmeraj On je medijski človek, bil cel čas. In se ga vprašal pol, ko si pa prišel na to idejo, da bi za to kristal, jo, žena, ne? So, kje imaš to ženo? Mislim, vsi tule, kaj vidiš, bi jo radi videli že nekaj. Ja, se upravičuje, ne more, kaj je zadržano, ima tisto, je zelo žal, da ni mogla priti, ne? Ona se ni pojavila nikoli, ne? On njemu je vseeno. Mislim, on je užival v medijih pa... Slišal si Trumpa, da je kulturno govoril. Ja, pa ne, on je bil fajn. Veš, ko je bil biznismen, pa tam po New Yorku, je bil čist super. Ampak že tisti Apprentice, ki ga je on delal, je bil grob. Tako, ampak to je bilo tudi fama. Gluma, to je bilo tudi gluma, ne? In res je bil, mislim, za Američani, jaz se spomnim volitev, ko je bilo med Georgeom Bushem in Alom Gorom, ne? Demokratom. In takrat je bil kriterij pri Američani večinoma, s katerim od teh dveh bi šel na pivo, ne?
In so vsi izbrali Busha. Z Alan Gorom, ki je bil pameten preveč, ne bi šel noben z njim na pivo. No. Pusti človek. Ja, tako. Takrat, ko sem videl Trumpa na tistem, sem bil, ok, z njim bi šel na pivo. Čeprav Trump ne pije, življenje ni poskusil alkohola, pa nič. Ja. Pa ne kažeš. Ampak je tisti karakter, je karakter, ko bi šel z njim na pivo. Fajn se je pogovarjal, to bilo pa to. Pa ko je šel politiko, pa on je bil demokrat in pol je videl, da pri demokratih ne bi prišel naprej. Ne? Pri republikancih je prišel naprej in je čist spremenil vse, mislim, škoda. Ja, ta retorika, ki jo je on si dal za cilj, je bila... Ja, retorika je to, ampak potem pa ugotoviš, da tile Hispani volijo. Ja, podpirajo, ja. Čeprav je bil najbolj trdi proti Mehiki. Vse to je osebni interes. Stile, kako podpirajo, so tisti, ki že imajo državljanstvo, pa imajo se že situirani, imajo biznes, jasno, da nočejo konkurence. Ja, on se je postavil proti ilegalcem, ne, proti tistim, ki nezakonito prečkajo mejo. To se je postavilo. Se pravi, on jim pa paše, da v njih ni. Ja, seveda. Ker je zdelo na mesto. To je naše. Kakšne imaš načrte? Ostaješ svetovni popotnik, živo v New Yorku, živo v Španiji. Zaenkrat mi paše. Sedanja partnerica je iz Madrida. Tako. Ja, ne smem navijati za Barcelono, ne smem navijati. Ja, to so se spoznale. Zdaj imaš Atletiko za... Atletiko imam za izgovor, kaj je naš golman, Oblak je super. Ne, to spoznalo so se tako, da so se kar udarilo verbalno, seveda, pred varnostnim svetom, ko so razpravljali o Kosovu. To je bilo takrat, ko se je Kosovo spravilo stran Srbije. Pa kaj, mala Španka? Ne, normalna višina. In ona seveda jasno, nimajo skaj kakšno odcepitev, kakšno priznanje Kosova, to ne gre. Pravico do samoodločbe. Vi Slovenci ste razbijali državo, ne? To je samo wow. In smo se delali tam drug na drugega, sem jaz 1,5 ure pred varnostnim svetom, ampak ja, pa je postalo zanimivo. Ampak noben ga ni prepričal. Dobro, še zmeraj nisi odgovoril, kako boš svoje življenje naprej. Da se to je to. Ker zdaj več nisi tak mlad, kot si bil takrat. Kako ne, mlad. Kot je nišče. To je bilo super. Ko sem prišel v New York, je bilo imenitno. Sem bil najmlajši. Ko si bil 25 let star? 28. Bili so vsi prijazni do mene, vsi to. In ne vem, če bi to izdal, ampak je zelo zabavno. Slovenci, ki so v stari Jugoslaviji, ki so hodili ven, ko ostali Jugoslovani, to so bili vsi pač pod nadzorom UDBE ali nekaj takega, ne, z dovoljenjem. No. V glavnem, mentaliteta je še ostala in jaz prijem kot totalen padalec, noben me ni poznal, noben ni verjel nič o meni, ne. In so bili vsi prijazni do mene, meni je bilo čudno, ko so bili prijazni. Niso vedeli, čigav si. To. In pa enkrat, Uroš je bil enkrat pod gasom, smo bila skupaj, Uroš je bil zelo prijazen, vozno mi je kazal vse zadeva. On tudi ni vedel, kdo si. Ne, ampak mislim, on je tak smešen. Glej, jaz sem ga, kako bi rekel, prvo, na Združenih narodih se srečal. To je bilo malo po tistem, ko so ga zajebavali za položaj urednika v Ljubljani. Ga niso potrdili zaradi tega, ali direktora urednika, zaradi tega, ker ni imel znanja tujega jezika. Ne? Pa je bil že dopisnik urednika. Tako, ja. Je bil dopisnik v Ameriki že ne vem koliko časa. Ne? V glavnem sem ga srečal, prvo, ko sem rekel, a ste se že naučili angleško? In me pogledal, sem začel smejati, ne? In takrat sem se štekala tako. No, in v glavnem, on mi je pol enkrat izdal, ne, tisti, ja, res, mislim, da si ti podobnik. Podobnik je bil takrat v Drnovški vladi, ne. Oni med sabo so se poznali, vsi so vedeli, kako kdo paše, jaz sem bil totalen padalec in jim je bilo čudno. Tudi Labernik je imel eno krščansko-demokratsko usmeritev. Točno, ja. Ne, sem to, pravi, jaz sem bil čist. Jaz sem bil športnik, jaz sem šel po na... Ti si samo zaradi babe. Ja, znači mi je bilo jasno in to je bilo, in pravim ti, meni ni jasno, ko se do enega mulca tam vsi prijazni. Neče zmeraj nisi odgovoril, kako zdaj naprej? Se to hočem reči, da vsi sprašujejo, vsi imajo neke načrte, Američani še posebej, you have to have goals, cilji, to, sem pa tja. Ne vem, zaenkrat mi pa še toliko delom, mislim, zato, ker zmeraj je neka noga. Zmeraj se dogajajo nove stvari, nove ljudi spoznavaš. Enostavno ni dolg čas. To je bilo isto s to drugo ženo. Ja, z mano to ne bo nikoli dolg čas in ni dolg čas nikoli. Ne vem, če se nas bodo z nožem hrtu ali pa zavijemo. Se pravi, zaenkrat je status quo. Zaenkrat je status quo, potem pa čakamo, kaj bo življenje prineslo. Ja, zaenkrat je status quo. Otrok nisem nekdaj? Ne. Zdaj več verjetno tudi ne nameravaš. Ne. Če ne bo, kaj narobe. Što da s tom motorov, zdaj že hrbet velika, pa koleno pa
Ja. Že malo težji odboj. Odbojko še igram sicer, ok. Kje s kom? Na Westside, na obreki Hudson igramo, to je internacionalna ekipa. Imaš to, beach Brazilce, bičvali, Italijane, Srbe, Bosance, Američane, Nemce. Fajn, mehko je po pesku, ne? Malo preveč mehko. Medtem ko na parketu je slabše. Na parketu je bokše. Zato še na asfaltu za eno drugo ekipo igramo, ker lahko vse skočiš. Na pesku ne morem več skočiti, preveč kilogramov imam. Višino imaš, samo nekako še stegnem roko. Če da moraš Jurija ven potegniti, smo včasih prej. Pa prvo tega Đurđa, ja. Robi, hvala lepa za obisk. Veselje.